Drage dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni, tako vsi zbrani tule v Štihovi dvorani Cankarjevega doma, kot seveda tudi vsi, ki nas na tem našem družabnem, hibridnem dogodku spremljate preko spleta. Slovenci smo, kot veste, zaljubljeni pravzaprav v kriminalni roman. To se je zgodilo v zadnjem dobrem desetletju, ko je pravzaprav kriminalni roman dočakal nekakšen preporod in ko lahko govorimo tudi o tem, da je izboljšal našo bralno kulturo. Vsaj tako kažejo številke na eni strani izposoje, na drugi strani pa seveda tudi prodaje knjig. In kar je še najbolj zanimivo je, da so kriminalni romani nominirani za najvišje literarne nagrade in da so predloge najbolj gledanim televizijskim serijam. Zato je logično, da bo prvi izmed dogodkov v sklopu Beletrininih debat posvečen ravno slovenskemu kriminalnemu romanu. In z veseljem pozdravljam tule v moji družbi najprej seveda Tadeja Goloba, potem Ireno Svetek in pa Avgusta Demšarja. Pa lepo prosim, dajmo še en aplavz za vse tri. Jaz sem si predstavljal, da mogoče za začetek nekako predstavimo vsakega izmed avtorjev, zastavimo 2-3 vprašanja, pa potem gremo na skupno debato, seveda pa zaželeno, da se z vaše strani pojavi tudi kakšno vprašanje že pred tem. Bodite pogumni, tako vi doma, kot vi, ki ste prisotni v Štihovi dvorani. Ker imajo dame prednost, Irena, bi najprej midva začela z kratkim vprašanjem, pravzaprav povezanim seveda z romanom Rdeča kapica. Je prvi v seriji psiholoških kriminalk in z njim se vračaš k romanom. Romane si seveda pisala že pred tem, potem si nekoliko bolj presedlala se oziroma se osredotočila na filmske in televizijske scenarije, ste pa šla nazaj k romanu. Kaj je bilo tisto, kar te je pripeljalo k kriminalnemu romanu, s katerim se predtem nisi ukvarjala? Živjo vsem, en lep večer. Ja, takole, jaz sem prvo pisala romane. In se mi je zdelo, majčkeno sem se naveličala te romaneskne forme in takrat v tem času sem odkrila scenaristiko in mi je bil to neke lepe vrste, ne bom rekla lih pobeg, ampak prehod na drugo stran. In mi je bilo zanimivo, ker je bilo seveda isto podajanje zgodbe, samo v drugačnem formatu. In se mi je zdelo, kot da sem prišla v nek nov svet, kjer mi je vse zanimivo, vse je fascinantno in sem se začela učiti preko pisanja scenarijev za različne vrste serije, se pravi od teh maratonskih do dramskih, do sitcomov in sem se ogromno naučila. Scenaristika je obrt in to je tako bolj strukturalistično pisanje, to ni umetniško pisanje in tudi različno pisanje za serije, za filme, za dokumentarne filme, to so različne načini pisanja. Potem pa, ko se pa majčkeno naveličaš malo tega, je pa fajn, da imaš spet nekaj, k čemur se lahko vrneš in to je seveda roman. Vmes sem pa gledala tudi veliko kriminalnih serij, ki so zdaj, seveda je tudi boom, televizijski boom, snemanja serij, vsaka 5. serija na Netflixu, ki se posname, je kriminalna serija in delajo izjemno kvalitetne serije in to se res da gledati. In to se gledalce navleče na to, se pravi, potem se pa snemajo 2. in 3. in 4. in 5. sezona in tako v nedogled. In isto je pri kriminalnih romanih. Se pravi, ko ti prebereš en roman, hočeš še, se navežeš na tega protagonista in ti je fajn, da potem bereš to še naprej. In se mi je zdelo, glede na to, da me kriminalni žanr kot tak izjemno zanima, da bi tudi sama lahko kaj takega spisala in sem se počasi lotila potem tega pisanja in sem ugotovila, kak neverjeten užitek občutam ob tem pisanju. V raziskovanju različnih tematik, s katerimi se bom ukvarjala, v gradnji protagonista, v gradnji antagonista, s katerim začnem, ker je njegov protipol sicer težko delo, veliko težje kot pisanje klasičnega tega modernega romana, ampak vseeno roman in pisanje, ki daje neizmeren užitek. Zanimivo slišati, da je težje oziroma da je najbrž bolj izzivalno. Nekje sem prebral, da vedno pravzaprav, ko se lotevaš tematike, si vzameš najprej pol leta časa za to, da oblikuješ sploh zgodbo. Da ko začneš pisati kriminalni roman, moraš vedeti že marsikaj. Ne samo kdo je truplo, ampak tudi motiv oziroma kako lahko rečeš, kaj vse je tisto, kar moraš pravzaprav narediti, preden se sploh lotiš pisanja, kar je najbrž precejšnja razlika od preostalega pisanja romanov. Ja, prvo recimo dobim idejo o sami zgodbi. To me najbolj pritegne. Potem si kak stavek zapišem, se mi utrne kar kak stavek, lahko da naslov, lahko da samo stavek, si vse zapisujem. Potem grem na gradnjo same zgodbe in potem seveda na like. In tudi milje je izjemno pomemben. Milje je lahko celo kot protagonist. Recimo, če beremo skandinavski noir, takrat tam vidimo, koliko je recimo Jo Nesbø naredil iz Oslo, koliko je Oslo dal v ospredje.
ali pa ameriški kriminalni roman, recimo Chandler, ker ima New York je v spredju, a ne, tako da to so vsa mesta in pokrajine, kateri bralci zelo radi stopajo po teh istih stopinjah, kakor so stopali glavni junaki tega romana in to je zelo pomemben del, se pravi, s tem se veliko ukvarjam. Zdaj, ko sem končala drugi roman, sem šla v Kočevje in v Belo krajino in sem ugotovila, koliko imajo naši konci izjemno ene fascinantne zgodovine, ki je recimo privlačna ne samo zame, lahko da bo tudi za bralca. Se pravi, tukaj je veliko enega raziskovanja, potem pa recimo v drugem romanu imam ta balkanska heroinska pot čez države bivše Jugoslavije, od Afganistana do pol zahodne Evrope. In to je ogromno enega raziskovanja, ogromno gledanja enih dokumentarnih filmov. Se pravi, ti moraš biti realen v tem, kar pišeš. Recimo, jaz si lahko izmislim neko fiktivno zgodbo, ampak jo moram pripeti na realno vsebino, a ne? Se pravi, na realni čas, na realna mesta in to, kar se dogaja, moram vedeti, kako gre. Se pravi, to mi vzame zelo veliko časa. Potem pa pišem sinopsise za različna poglavja, like zgradim, ampak seveda vedno priješ do točke, kjer gre to mečkam po svoje, kar ni nujno slabo, a ne? Potem se lahko prepustiš in pač slediš, ampak neka osnova zelo močna pa mora biti narejena, če nisi izgubljen že na začetku. In glede na to, da moraš vedeti, kdo je nekoga ubil, kar bo razkrito na koncu, moraš ti dejansko iz konca začeti proti začetku. A ne, se pravi, v štartu moraš vedeti, poznati moraš zgodbo. Super, hvala za izhodišča. Tadej, kako lahko pravzaprav tudi midva nekako za začetek poveva, kaj je tisto, kar je tebe pritegnilo k kriminalnemu romanu. Tudi sam si seveda zelo raznovrstno literaturo ustvarjal že pred pisanjem o Tarasu Birsi. Kaj je bilo mogoče tisto, kar te je premamilo k pisanju kriminalnih romanov o njem? Mislim, za razliko od mnogih slovenskih avtorjev sem se zmer prizadeval dobiti bralce. Ne? In ko se je moj zadnji roman prodal v 300 izvodih, preden sem šel pač na kriminalke, sem vedel, da je treba nekaj novega narediti. Ne. In ne vem kako, ampak nekaj mi je reklo, da bi lahko to bila kriminalka. Ne. Imel sem v bistvu na voljo na izbiro roman o samopomoči ali pa o hujšanju ali pa kuharske knjige ali pa kriminalke v bistvu. Ne. In zdaj vse drugo razen kriminalke me ni zanimalo. Ne. Tako da sem se lotil pač pisanja kriminalke z Jezerom in se spomnim, da takrat so bili vsi zelo skeptični, ne, oziroma so mi nasprotovali, češ, da Slovenc pa kriminalka to nikako ne bo šlo. Ampak jaz sem se lotil pisanja in potem nekako, ko je Jezero išlo za knjižni sejem 2016, se mi zdi, ni bilo nekega silnega takojšnjega navdušenja. Ne. Ampak počasi se je valilo in je pripeljalo do tega, ker sem danes. Ne. Tako da super. Ja, zanimivo pravzaprav. Je pa mi tudi to, kar je Irena prej rekla, izhodišče še za eno vprašanje zate. Dr. Dorijan Kržan, direktor Nacionalnega forenzičnega laboratorija, je nekje napisal: veliko sva se pogovarjala o marsičem, v knjigi sem prepoznal nekaj svojih vložkov, zdi se mi dobro, da se je odločil temeljito pripraviti na tematiko, kar mu je v točkah, kjer številne kriminalke padejo, uspelo ostati, torej vam je uspelo oziroma ti je uspelo ostati krepko nad vodo. Zakaj je toliko pomembno, da se kot pravzaprav ustvarjalec popadeš s tem in nekako oborožiš z vsemi informacijami, ki jih imajo konec koncev strokovnjaki na tem področju? Glej, jaz, ko sem se lotil pisanja kriminalk, sem imel težave s prvim stavkom. Ne. A kriminalisti kdaj pride v službo, kdaj začne? Ob 9, 7, 6, ne vem, kako pride oblečeni v službo. Vse te stvari sem moral nekako raziskati. Ne. In Dorijan mi je tu zelo pomagal, ne. Pri banalnih zadevah, ne, pa posebej pri teh specialistično-kriminalističnih. Ne. Jaz sem imel na ravni stavka zelo hude težave, ne, s poimenovanji, kaj so kriminalisti, višji kriminalisti in tako naprej. Ne. Tako da praktično sem padel v to kriminalko zelo neveden. Ne. Domačim gledalcem oziroma tistim, ki spremljate doma, bomo imeli priložnost tudi pokazati določene video inserte. Enega smo preskočili toliko, da omenim režijo, bomo ga seveda zavrteli kasneje. Lahko pa zdaj zavrtimo en tak kratek izsek, gre za trailer seveda Jezera. Medtem pa lahko še tedaj vprašamo, kako si sam videl pravzaprav televizijsko priredbo in na kakšen način sodelujeta avtor in pa režiser nadaljevanke. Mislim, jaz sem šel
moram priznati, s strahom gledati od Cankarjev dom, ko so vrteli prvi del in od tistega ogleda pravzaprav nisem imel nič, ker me bilo sem čakal, kdaj bom kasiral, ne. Potem sprostil sem šele čist na konc, ko sem videl, da dejansko se niso preveč udaljili od zgodbe in niti od likov, tako da sem pol doma še sproščeno pogledal tisto, kar sem takrat v strahu, ne. In za jezero smo zelo kar sodelovali, zdaj pri Dolini rož in Mlinovem parku majčkeno manj zaradi nekih drugih razlogov. Mislim, težko je avtorju, piscu, pisatelju sprejeti neke omejitve, ki jih ima pač drug medij, ne. To je edin. Ker se zmer sprašuješ, je to zaradi teh omejitev ali je to zaradi drugačnih usmeritev, ki jih ima režiser, ne. Dejansko pa težko seveda usmerjaš režiserja oziroma je mogoče celo dobro videti, kako nekdo drug interpretira delo. Ja, sej na koncu sem zdaj pri drugim in tretjem, pri nadaljevanju sem ta princip ubral, ne. Da sem pustil čist drugim, naj se ukvarjajo s tem, ne. Super, hvala Tadej za uvodne misli. Avgust, sam si najprej bral kriminalke, dokler nisi baje naletel na eno takšno, ki si sam dejal, da tole bi pa lahko jaz boljše napisal, in od tedaj se je začela pravzaprav ta pisateljska žilica razvijati. Olje na balkonu leta 2007 je bil prvi kriminalni roman, potem pa si jih na hitro napisal še, mislim, da 5. In pa seveda zdaj smo že pri 10. Kako lahko rečeš, da si prepoznal to žilico za pisanje kriminalnih romanov in kako nekako ohranjati to kontinuiteto rednega izdajanja? Ja, lepo pozdravljen tudi z moje strani. Nikoli nisem mislil, da bom karkoli pisal, ne. V srednji šoli nisem niti tistih pesmi pisal, ki so jih vsi gimnazijci pisali. V bistvu sem bil star 43 let, ko sem prvič sedel in začel nekaj pisati, ne. Ta anekdota je resnična. Naletel sem v knjižnici na nek knjigo, ki se je ponujala kot kriminalka, ne, kjer je bila kršena čisto vsa pravila, ne. Z teh pravil, takrat teh znanih Van Dijnovih sploh poznal nisem. Čutil pa sem tisto, kar me je vleklo ves čas, ko sem gledal pa bral kriminalke, ne. In to so bila ta pravila popolnoma kršena in na koncu sem res bil jezen. Sem rekel, neko tako bi pa še jaz napisal, ne. In takrat me je žena to slišala, ker sem povedal na glas in sva je rekla, no potem pa nehaj govoriti, pa poskusi. In sem se usedel. Zdaj, zapletov sem imel že dosti, ker sem zvečer, ko nisem mogel zaspati, nisem odštel, ampak sem ljudi pobijal. Pomeni, da sem si izmišljeval kriminalne zaplete, ker se mi je to zdelo vedno na nivoju ene uganke zanimivo, ne. In potem sem pač enega samo od teh zapletov, ki sem jih imel, izbral, sedel, začel pisati. Bo sem napisal in nastale Olje na balkonu, ne, v, mislim, da dobrih 3 tednih, ne. Ko sem pisal to, sem kot prvo videl, da je to neverjetno užitek, ne. Brez kakršnekoli afinitete, da bi to kdajkoli izdano bilo kot knjiga. In potem sem napisal še drugega, v začetku septembra, za Božič sem imel potem 2 knjigi, tisto sem si takole povezal v špiralo in spravil v predal, ne. Ok, dal sem prebrati mogoče družini, ampak tam to niso objektivni kriteriji, ne. Potem se je pa zgodilo nekaj drugega, da jaz sem bil s tem zadovoljen, ne? Nisem želel kot pisatelj se nekako profilirati. Ampak problem je v tem, da ko je neki ustvarjalni proces zaključiš, da ni zaključen z tem, da si svoje delo zapreš v predal, ampak ga moraš dati verificirati, ne? Torej odziv okolice mora biti, ne. Potem se je pač odločil, da bom to poslal na slovenske založbe. Počakal sem, da so minili Sveti 3 kralji po novem letu. Potem sem pa naredil mail, sem se predstavil, koliko sem star, da nisem še nikoli napisal in da pač pišem kriminalke in poslal na 15 slovenskih založb, ne. Potem se je pa to počasi začelo. Te afinitete, takoj ko sem začel pisati, sem imel to afiniteto, ker sem videl, da blazno uživam. Sem videl, da bom to delal, potem pa, ko sem videl, tako kot je tudi Tadej rekel, ne, ko sem videl, da ljudje radi to berejo, ne, se mi je pa zdelo še en takšen dodaten stimulans, ne. In zato pač na podlagi tega pač vztrajam še danes.
Super, je pa zanimivo pravzaprav, da tudi konec koncev aktualno delo, jubilejno 10. Cerkev odpira zelo široke družbene tematike, ki so aktualne. Koliko se vam zdi, da je to pomembno? Ker nekje ste, mislim, da rekel, da skozi 300 strani kriminalnega romana se ne boste prebijal zato, da bi izvedel, kdo je ukradel kozarec marmelade. Zakaj je potrebno nekako začiniti vse te zaplete? Tega nisem jaz rekel, to je rekel Van Dine leta 1927, ne, ampak jaz se s tem zelo strinjam, ne samo jaz, ampak tudi ti sodobni krimiči, ki jih gledaš, ne, tudi ta skandinavski noir, ki je zdaj tako popularen, ne, tam se morajo pobijati, ne, tam je res tako, da nimaš več enega, samo malo udari, pa ni dovolj, ne, tista marmelada pa sploh, ne. Kar se pa tiče cerkve, je pa tako, da nekateri romani ne nastajajo na podlagi tega, da bi jih cepil na neka aktualna dogajanja, nekateri so sploh sprovocirani s tem, ne, recimo Miloš iz leta 2013 je nastal neposredno na podlagi vseh tistih kolobocij, ki so se dogajale ob sprejemanju ali nesprejemanju družinskega zakonika, ne. Pač imaš neko svoje stališče in določene in na podlagi tega je nastal roman, ki se v celoti tega dotika. Pri cerkvi je pa pač šlo, da sem vedel, da moram to v neko okolje dati, in motilo me je sploh na Štajerskem, mislim, da nasploh v Sloveniji nas moti, da se je tisto, kar se je leta 2010-2011 dogajalo z mariborsko nadškofijo, ne, in s poniknjenimi 800 in še več milijoni evrov, prehitro šlo v pozabo in se več nič o tem nič ne govori. Tam so enega poslali na Koroško, ne, v nek samostan in sem rekel, ok, dajmo mi v ta okvir to vcepiti. Tako da na podlagi tega je to nastalo. Podobno vprašanje še kot prej za Tadeja. Kako pravzaprav avtor nekako poskuša biti čim bolj soudeležen in pa hkrati tudi do določene mere umaknjen opazovalec pri nastanku televizijske priredbe? To je bila zame zelo zanimiva izkušnja, to bi se lahko na Ireno tudi malo navezal. Jaz scenarijev prej nisem pisal. Ko je potem slučajno prišlo do tega, da je RTV sprejel ta moj predlog, sem sedel in potem najprej prebral vse, kar je pri nas v slovenščini dostopno glede scenarija, in začel pisati. In to je res čisto drugačna forma, kjer imaš, to je obrt, ne. In moja izkušnja je bila pa vedno pisateljska. Kot pisatelj sem bil vedno sam, odgovoren sem bil sam za vse, za svojimi junaki sem lahko počenjal, kar sem hotel, pošiljal sem jih lahko v London, pa na Malorko, pa kamorkoli bi ga lahko poslal, ne. Ko sem pa začel pisati te scenarije, pa nisem bil tega vajen, tega, da gre za eno to skupinsko delo, kjer je vse udeleženih dosti kreativcev zraven. Šlo je tako daleč, da je producent oziroma glavni urednik igranega programa, Jani Virk, ne, mi moral dobesedno reči, ne, da rekel mi je naslednje, veš, Tomaž, tisti scenariji so kot tvoji otroci, ne. To je super, ne, je začel. Da je rekel, veš kaj, ravno kar so postali polnoletni in je čas, da jih pustiš, da grejo po svoje. Potem so pa ostali, dokončali vse to, kar je bilo, ne. To sem se mogel navaditi in zdaj vem, kako se temu streže in mi ni več tako težko pustiti otroka, da gre po svoje. Super. Jaz za začetek mogoče ene take skupne debate bi šel nazaj na tisto, ta prva stvar, o kateri smo govorili, o tem fenomenu slovenske kriminalke, o tem, zakaj je mogoče naredila preboj ravno zdaj, zakaj jo praktično, a jo ljudje potrebujemo, je prišlo nekakšno obdobje, ko potrebujemo vse te kriminalne zaplete in razplete. Zakaj se vam zdi, da je ta trenutek tako vroča na slovenskem knjižnem prostoru? Ja, jaz mislim, da zato, ker so avtori začeli tudi pisati kriminalke, se pravi, večkrat več ponudbe je, ne, tudi serije se zdaj snemajo po adaptaciji romanov in bralci in gledalci mislim, da imajo neizmeren interes, samo da avtori ponudijo nekaj dobrega. Tako da prej, pa še druga stvar je, Slovenija nima tradicije žanra. Sploh nima tradicije žanra in to je seveda nekaj novega. Pa še stroka, mislim, meni je prav neverjetno to, da je lahko žanr kriminalka nominirana za Kresnika. To je nekaj novega. In to bi bilo 10 let nazaj nekaj nepojemljivega. Se pravi, tukaj smo začeli premikati neke meje in bralci in gledalci so to
zelo z veseljem sprejeli. To so zelo brane stvari, sposojane, gledane in mislim, da je to tudi spodbuda za neko novo generacijo kriminalnih piscev. Mislim, da je to prava smer. Da se mečkam brišajo tele meje med recimo višjo literaturo, visoko literaturo in med žanrom na vseh področjih. Recimo zanj sem govorila s producentko, ki je rekla, da bi prijavila na filmski sklad sci-fi fikcijo, se pravi nek film sci-fi in je rekla, da se ne upa, ker ne ve, kakva bo reakcija komisije, ker niso pripravljeni na nekaj tazga. In je debata tekla o tem, da smo ugotovili, da mi nimamo ne serije, ne filma znanstveno fantastičnega. Mogoče so neki elementi noter, ampak nasploh tega ni. In tako je bilo isto s kriminalkami. Tako da kako je založba rekla tedaj, da mi pa tega rajš ne bi. Ne? Se pravi, to je nek strah, ker je to strah pred neznanim, ker nismo imeli tradicije. Pa je dejansko ta zadeva, ki se je zgodila konec koncev v tujini, kjer je kriminalni roman že kakšno leto pred našim prostorom prišel do prepoznavnosti, do veljave, se mi zdi, da se to nekako reflektira, da smo... Jaz mislim, da ta razmah kriminalnega romana je bil, sploh ta skandinavski noir, oni prej tudi niso imeli neke tradicije. Ne? Je bil ta njihov minister je bil Olaf, ko je bil, kdaj je bil atentat na njega, 88, 86 nekje. In takrat je recimo v teh skandinavskih državah večkrat so prišli do spoznanja, da vsa ta družbena ureditev varna in socialna, da ni čisto tako. Ne? In so začeli se malo spogledovati s temi temami in potem se je razmahnilo to počasi. Plus to, da 89 je padel Berlinski zid, razpadle so socialistične države in je veliko večja koncentracija v Evropi organiziranega kriminala. To je neverjetno, koliko je recimo jaz tole zdaj, ker raziskujem ta balkanska heroinska ruta in kaj vse je vpleteno not v to, kad drži Evropo, kakšni denari se tukaj obračajo. To je tudi nek povoj za pisanje tega, ker je to družba, ki se dogaja okoli nas. Včasih je bil roman kriminalni, recimo, ne vem, na sred ali po 60 letih prejšnjega stoletja v Ameriki je bil to kriminalna zgodba z družbenim ozadjem. Zdaj je pa to ratala, to je družbeni roman s kriminalnim ozadjem, ki reflektira našo realnost. Čeprav jaz moram pač priznati, da ne razumem teh razlikovanj med tako imenovano visoko literaturo in pa žanrsko literaturo, ker v bistvu je vse žanr. Ne. Tudi Kresnik je po svoj žanr. Zanč v Mariboru, ko smo imeli podobno debato, je Aljoša Harlamov prijavil eno zelo tako duhovito in sicer, da Kresnikov žanr je pa kriza moškega v srednjih letih. Ne. Jaz sem pisal tudi ne kriminalke v prejšnjem življenju nekak in literarnem in moram reči, da me povsem isti motivi vodijo, ko sedem za računalnik, da bi pisal kriminalko ali pa pri ne vem, kateremkoli drugem delu, mladinskem, kakšnem resnem romanu, razvojnem. Tako da teh debat je preprosto in tudi ni res, da napredujemo. Ne. Jaz sem bil nominiran z Jezerom za Kresnika, potem pa nikoli več. Zdaj pa niti ne pridem v širši zbor. Ne. Včasih tedaj. Ja, to boš videla. No. Mislim, prva kriminalka, če gledamo za nazaj, je lahko tudi kralj Ojdip. Kdo je ubil kralja Leja? Na koncu ugotovi, da je on morilc. Mislim, to je največji možen ultimativni zaplet. Tako da pejmo še nazaj. Kriminalka, to je samo vsebina. Zdaj pa kako ti spišeš, ali spišeš dobro, ali spišeš slabo. Zanimivo mi se mi zdi predvsem to, da je dejansko res dobila na prepoznavnosti. Dobila je pečat legitimne literature, kar konec koncev včasih mogoče vsaj ni prevladovalo to prepričanje, vsaj tako si znam predstavljati. Avgust, tudi sam si seveda v teh konec koncev je minil zdaj že 14 let od prvega dela, najbrž videl spremembo tako pri urednikih kot pri bralcih, kako dojemajo kriminalni roman. Kaj lahko rečeš, da se je zgodilo v tem obdobju in kako je mogoče res, da je kriminalni roman precej bolje sprejet, kot je bil? Ja, zdaj tudi takrat nas je kar nekaj pisalo. Ne? Tisti prvi literarni večeri pa pogovori recimo na Radio Ljubljana so bili Vladimir Štefanec pa Sergij Verč, pa jasno, eno od vas sta oba ciklične kriminalke že takrat pisala, zdaj po 3 oziroma 4 nadaljevanje. Res je bilo nekaj, kar je mislim, da že v 90-ih, ko je napisala Maja Novak Iza kongresa, Krimič. Potem ugotavlja,
čez leta rekla, najverjetneje res ni bil čas še ta pravi. Ne. Tudi jaz vem, jaz sem vedno rad posegal po kriminalkah, ampak ni slučajno mi ni padlo na pamet, da bi slovensko kriminalko bral. Ne. V tistih časih to je bilo nekaj nepomljivega. Potem pa res tako počasi se je nekako to začenjalo obračati in kar mene najbolj veseli je to, da je danes slovenska kriminalka ful brana, sposojena, da nas je vedno več, ki to delamo, ne? Ker samo s tem potem lahko neka scena se izoblikuje, ne? V takem malem okolju. Čim več mora biti tega. Ne? Vsi imamo od tega nekaj plusa. Ja, to sem ravno hotel še vprašati. Kakšen pomen ima ta fenomen, ki se je zgodil s slovenskim kriminalnim romanom za moderno slovensko literaturo? Mislim, da je Miha Kovač rekel, da je z rojstvom avtohtone žanrske književnosti pravzaprav pomembno oblikovana slovenska knjižna krajina in da dejansko, ko dobiš kriminalni roman tako močen, kot ga imamo mi, ta trenutek smo seveda zapolnili še eno zelo pomembno puzlo v sestavi celotne knjižne krajine. Premikamo meje, ne? Postavljamo se v prostor. Tako da jaz mislim, da je bil skrajni čas, da se je to zgodilo. Ne? Tako da tudi ni še tako, kot bi si želeli, da bi bilo. Ne? Tudi ta produkcija, se jo imamo nekaj, ima to še vedno tako minorno v primerjavi z vsem ostalim. Ampak mislim, da bralci, recimo pri mojem romanu mi je zanimivo, sem slišala komentarje, da berejo tudi roman ljudje, ki ne berejo ponavadi kriminalnih romanov in obratno. A ne? Tako da to so te meje, ki se brišejo. Ne? Kar je zelo, zelo zadovoljoče, ne, za avtorja, kot avtorju to slišate. Hotel sem se mečkam še dotakniti področja, pravzaprav kaj vsebuje dober kriminalni roman, ampak tja še pridemo. Imamo pohvale občinstvu doma, odlični ste. Takole Petra sprašuje, dober večer, kaj menijo gostje, bi lahko napisali kriminalko z glavnim junakom drugega gosta? Zanimivo vprašanje. Odlično, Petra, hvala za vprašanje. Se pravi, da bi jaz recimo pisala nadaljevanje s Tarasom Birsom. Takole bom spojila, ker sem se lotila scenaristike, ko sem šla v te dolgometražne maratonske serije, sem tudi jaz mečkan, tako malo sem nos vihala, boš res to pisala, eno žlahtno štorijo in to vrstne zadeve, ne? Se ka bom, ker se moram tega formata naučiti. To je bila zame najboljša šola. In nisi seveda prišel kar tako, da bi te dali v ekipo teh scenaristov, kateri so se učili od Hrvatov, ki so se učili od Francozov. Ker to je tudi čist druge vrste pisanja, kot kar sitcom ali pa dramske serije, je zelo tako strukturalistično in izjemno naporno, ker ena sezona ima 80 delov, en del ima 50 minut, to je toliko klikov in je toliko dogajanja in zapletov in vsega skupaj. Ampak v glavnem smo dobili nalogo, ne vem, koliko nas je 10 prišlo v prvi krog, pa potem 5, pa na koncu 2 ostala, ne? Da moramo napisati, žlahtna štorija je imela že 4. ali 3. sezono, da moramo nadaljevati, kjer se je 3. sezona končala, z vsemi liki, da moramo napisati prvi del, kako gre naprej in potem neke vrste povzetek celotne 4. sezone. In to je izjemno težko in tako delajo recimo tudi v tujini. Ko preizkuša mlade scenariste ali pa pač nekdo, ki se hoče ukvarjati s to vrtjo, ki pride med scenariste, ki delajo recimo primer Franci, dobijo nalogo, da delajo naprej, razvijajo po teh istih likih, ampak svojo zgodbo. In oni potem vidijo, a imaš ideje, a imaš, se pravi, ima ti domišljija dober dela, da lahko zgodbo sestaviš iz liki, ki jih je sestavil nekdo drug. In to je izjemno težko. In takrat se šele vidi, da si dober. Tako da meni bi bila to zelo zanimiva stvar. No. Jaz bi lahko inšpektorja Vrenka pisal. V Mariboru sem hodil v srednjo šolo, igral za NK Maribor, tako da mislim, da bi šlo. Mi se morali ufurati spet v to, ampak bi lahko. Super, August? Ja, mislim, da Tarasa dovolj dobro poznam po tolikih knjigah. Tukaj pri Ireni bom počakal še, da še kakšen nastane, da bi lahko drugače. Pa ja, to se bi mi zdaj izziv, z veseljem. Jaz bi lahko kriminalko pisal tudi z Martinom Gruberjem, recimo, ki včasih gledam te Berg doktorja, ne, in pa so zanimive stvari, samo nič se ne pobijajo. Mislim, če že se posredno ga ubije koga. Tako da to bi se mi vedno zdelo zanimivo, ampak trenutno imam za svojimi junaki še dovolj dela. Ne. Pa se kdaj zgodite, recimo, seveda ob branju drugih kriminalnih romanov, vidite kakšno zanimivo lastnost, ki jo ima mogoče kakšen izmed protagonistov in rečete, ja, tale naš Mio oziroma seveda Taras oziroma Vrenko bi si mogoče lahko, bi pa rabo še kaj tazga. A kdaj razmišljate o tem, a se kdaj, bom kar direktno vprašal, ukrade kakšna lastnost iz kakšnega drugega lika romana?
Ja, Tarantino je rekel, da krade od najboljših, a ne. Jaz mislim, da vsa ta literatura, ki si jo prebral, vse filme, ki si pogledal, vse serije, ki si pogledal, to vse vpliva na te in to se ti nekje nalaga v podzavest. Tako da mogoče niti ne krademo zavestno, kdaj pa kdaj. Jaz mislim, da je to normalno in to je ta razvoj, ki gre naprej, tako da ja, seveda. Beatles so bili band, ki je največ pokradel od vseh. Tako da mislim, da podzavestno vzameš kaj, ne. Zavestno, tako se bojim, da ne, ampak moj vzor nekako kot junak, ki je služil tudi kot delno, kot vzor za Tarasa Birsa, je bil itak Clint Eastwood, ne. Tisti filmi njegovi prvi, ki so Inšpektor Callahan in to, ki sem jih gledal kot mladinec, so sigurno vplivali na razvoj mojega lika, ne. Super. Ne samo Beatli, tudi Pablo Picasso je bil znan kot slikar, ki je daleč največ pokradel. In celo tako daleč je šlo, da v Parizu takrat so mu zapirali ateljeje, zato ker niso hoteli, da bi prišel k njim, zato ker je videl tam idejo, je šel domov, pa je 10-krat boljše realiziral kot ostali. Vsekakor, ja, pri drugih junakih vidiš stvari, ki bi jih, ti moji junaki so bili malo na hitro sestavljeni in zato jim marsikaj manjka. Zdaj, težko je pa ko ga potem vlečeš skozi neki cikel romanov, ga je težko bistveno spreminjati, določene stvari pa vsekakor. Torej, ne bi rekel, da krademo, oplajamo vse eno drugega. Odlično, to je ta interpretacija, ki smo jo rabili. Hvala. Naslednje vprašanje, ki ga pošilja Katja, pa je, zanimajo, kaj avtorji menite o tem, zakaj Slovenci tako radi berejo kriminalke in kaj je razlog oziroma povod za tak širok nabor izjemnih kriminalnih romanov v našem literarnem prostoru. Torej, če smo rekli prej, da se je mogoče res malo apliciralo tisto, kar se je zgodilo konec koncev tudi na tujem v Sloveniji, je pa vseeno moglo biti v Sloveniji eno zrelo področje, eno tako teritorij, kjer je vseeno ta kriminalni roman zacvetel in dobil svoje bralce. Mogoče posledica tega, da je dejansko včasih bil toliko marginaliziran, umaknjen, ali je kakšen poseben čudež, da imamo toliko dobrih avtorjev in del? Jaz mislim, da se delno odgovor skriva tudi v tem, da tisti, ki pišemo kriminalke, pišemo, vse prizadevamo si, da bi to ljudje nekako z užitkom brali. Ker drugače v slovenski literaturi je nekako veljalo do zdaj, da je veliko število prodanih, izposojenih knjig zelo šibkost avtorjev. Nekako, če te ne razumejo, če te ne berejo, pol si sigurno umetnik, sicer pa Bog ve kaj. Mislim, da si pač pisci kriminalk, mislim, če napišeš kriminalko, ki je nihče ne bere, si napisal slabo kriminalko, to je dejstvo v bistvu. Ja, stroka je včasih imenovala avtorje, ki so bili zelo dobro prodajani v Sloveniji, poslabšalno popcorn avtorji. Jaz to nikoli nisem razumela, kaj je popcorn avtorji, ampak ja, to je bila vedno ta delitev. Se pravi, če si imel dobro prodajano knjigo, ki je bila žanrska recimo, to je bil popcorn. Ja, to je to, kar je Tadej rekel. Pišeš knjigo zato, da bi jo ljudje brali. To je osnovni tisti vzgib, ki je. Jaz imam celo tako, da kadar se mi ustavi, pa ne vem, kaj vstanem, grem na drugo stran mize, pa se vprašam, kaj bi zdaj kot bralec v naslednjem poglavju ti rad prebral. Zakaj pa tako radi beremo, pa ne vem, jaz vem, zakaj jaz še vedno tako rad berem kriminalke. Gre za dokaj lahkotno čtivo, gre za čtivo, ki te potegne, ki je spretno napisano, postavi me v neko drugačno situacijo, kar se pa mene osebno tiče, pa najbolj užijam v detektivskih zgodbah, tipa kdo je storilec, zato ker lahko tekmujem ves čas z glavnim junakom, iščem logične zanke, torej gre za neke vrste mešanico med križanko oziroma uganko in literaturo. Ja, bralec ima ves čas dialog z avtorjem. Sprav avtor ga vodi, mu daje določene naloge, mu pušča drobtine po celem romanu, kateri mora on pobrati in potem recimo kot nek mozaik skupaj sestaviti in je izjemno aktivno branje to. Hkrati si kot bralec, ko bereš take napete zgodbe, kjer je veliko suspenza, kjer je tudi veliko groznih, brutalnih stvari, se ustvarja pri bralcu tesnoba, ampak vedno iz željo po še, da vidimo, kaj bo naprej, naslednjo stran. Tako da to je malo taka zadeva, ki zasvoji,
Tako da kriminalke so neke vrste adrenalinski šport in imaš tudi pošasti, a ne, to so pravljice za odrasle, tako kot so pravljice za otroke, so pravljice za odrasle in če dobro spisana kriminalka, se prav veseliš, da ti je še nekaj ostalo za prebrati, z veseljem in z užitkom bereš in zato ljudje komi čakajo novo sezono ali pa nov del knjige, ne. Mislim, čeprav mislim, da kot pisec, kot pisatelj kriminalk moraš ves čas hoditi po robu, ne. Moraš paziti, da ne zdrkneš čez, ampak nekako, jaz imam v glavi, ko pišem, da moram ves čas ne ugajati bralcem, pa ga rahlo provocirati, ne. Recimo, ena od večjih dilem, ki sem jo imel, ko sem se lotil Jezera, jasno, da sem pripeljal mlado praktikantko v detektivsko ekipo Tarasa Birse, to sem vedel, da bom, ampak kaj bo zdaj z njo, ne, a bosta imela s Tarasom nek odnos, ga bosta izkoristila, mislim, udejanila ali ne, to mi ni bilo jasno, ne, potem sem seveda rekel, nismo 17. stoletje, dajmo, ne. In ko sem to naredil, jaz sem spomnil literarnega večera v Novem mestu, ki je tako v pauzi ena starejša gospa šla do mene in rekla, ampak to, kar je pa Taras Birsa naredil v Stino, to vam pa zamerim. Ampak ko mi čakam, da vidim, kako se bo končalo, ne. Tako da... Malo 17. stoletja je še vseeno ostalo. Mislim, tudi ne všečno pisanje, ampak nekako po robu pa zanimivo, ne. Naslednje vprašanje je prav tako zelo zanimivo. Hvala seveda vsem še enkrat za vrhunska vprašanja. Zanima Tejo, kako se odločite, kako in kdo bo umrl? Zelo direktno, ampak se mi zdi, da pravzaprav res, kako se odločiš, je to enkrat med kosilom, ugotoviš, da kaj je tisti hint, ki se zgodi in kako pomembno je res to dejanje, torej umora. Ja, vedno je boj med dobrim in zlim. Tako kot gre v pravljicah, s katerimi otroci gor rastejo, tudi v tej kriminalkah in mi imamo to vse, da nekako delimo svet na črno-belo, čeprav je še milijon odtenkov sive vmes, ampak kriminalke so to. Pride na koncu do katarze, dobro prevlada, zlo je premagano, a ne? In tudi jaz začnem z antagonistom, se pravi, da prvo moram njega spoznati, da vidim, kdo je, kaj in zakaj je prišlo do tega, da je nekoga ubil, potem pa recimo šele vse ostale like, ki so del njegove zgodbe in so povezani z njim. Tako da ti, ko začneš z nekim likom, vsaj jaz, ko ga gradim, brskam po njegovi podzavesti in ponavadi morilci imajo neke izjemno traumatične izkušnje iz otroštva, ki jih vlečejo, tako da grem potem pri liku, ki ga gradim, vse do otroštva in poskušam najti neko dosti razumljivo zgodbo ali pa zelo verjetno zgodbo, zakaj je pri tem liku prišlo, da je nekoga ubil. Tako da to je moj morilc. Poznam pa veliko primerov teh umorov, že samo zato, ker recimo moja mama je bila tožilka in sem rasla s tem gor, z vsemi temi groznimi zgodbami, ki so se dogajale v Sloveniji, za katere zelo malo ljudi ve, ker niso prišle recimo vse v medije. Ko je leta 2008 Investigation Discovery začel oddajati, sem gledala te serije, sem jih prav pogoltnila sem jih. In tukaj je veliko resničnih umorov, to so rekonstrukcije, ene zgodbe so resnično mislim, take zelo grozne, ampak potem vidiš, kako človeška psiha, do kje gre, do kje so te meje, ki se premikajo v glavah morilcev in to ti vse pusti nekaj pusti, neke sledi v tebi in potem, ko sestavljaš ta glavni lik, to vse iz podzavesti spet ven pride in lahko potem sestaviš recimo ta nek psihološki ustroj psihomorilca. Super. Kako vidva pokončata oziroma se odločita za to, da bosta pokončala osebe? Mislim, jaz dobim osnovno idejo in potem tisto idejo pač razvijem v svoji glavi, preden jo dam na papir. In jaz bi rekel takole, da tudi dobim asociacije glede na realno življenje, neke primere, o katerih smo vsi brali v časopisih. Tako da ti mrtvi, ki so v mojih knjigah, imajo neke realne ljudi, za katere bolj ali manj vsi vemo, ne. Seveda je pa to toliko spremenjeno, da mislim, bi se težko prepoznali, če bi še živeli, ne. Pač kaj dosti se z žrtvami se nič več ne ukvarjam kot z drugimi, no, bom tako rekel, ne. Avgust, mislim, da sem nekje videl, da pa ne izhajaš velikokrat iz časopisov oziroma iz dejanske kronike, ampak da greš več ali manj samo na fiktivne zgodbe. Kako je pri tebi s temi umori?
Ja, mislim, da čisto isto, s čimer je Tadej končal, ne, z morilcem se toliko ne ukvarjam. Meni zaplet vedno nastaja istočasno, simultano mislim o treh stvarih, to je o kdo, koga in zakaj, ne. Torej o motivaciji, o žrtvi in o storilcu, ne. Potem se pa ta vprašanja začela pojavljati, mi je bilo strah, ne, potem sem šel za nazaj gledati, ali sem jaz pobijam same ženske, ali so kakšni moški vmes, da ne komu to šlo v nos. Potem sem pa videl, da vsaj tudi ženske enakopravno pobijajo v mojih romanih in tako da tu imam nekako. Drugače pa ni. In še nekaj, mogoče me zanima v nekaterih, vsaj v nekaterih romanih, ne, za nekateri morilci so čisti patološki primerki, ne. Pri nekaterih je pa to ena tragična oseba, ki te pač življenje tako daleč prinese, da se ne moreš izviti svojih frustracij, svojih travm, iz vsega tega, kar nosiš od koder, ne, in da ti življenje samo pripelje do umora, ne. Tako da tudi ta stvar mi je zanimiva. Potem pa vedno vskačeš med tem, ne, zdaj kriminalka bi, vsaj jaz jih rad berem, tudi zaradi nekega katarzičnega konca, ne, če že barabe v realni življenju se norca delajo z nas in nihče ne konča tam, kjer bi moral, oziroma vsaj mnogo, ne, se v kriminalki se mi zdi fino, ko ga lahko pripeljem na koncu do zaslužene kazni, ne. Koliko pa pri tem v bistvu zgodbo in pa nekako razvoj te zgodbe vodijo vaši konec koncev glavni protagonisti? Irena, rekla si, da te zanima pravzaprav ta način tega recimo morilca, medtem ko na drugi strani je še zmeraj Mijo tisti, ki bo se ukvarjal z njegovim primerom. Kako poskušaš po eni strani seveda razvijati Mija in pa svoj glavni lik, ravno na podlagi tega, da imaš ves čas v ospredju vse tisto, kar se bo dogajalo z krivcem, zločincem? Mija Aurel je glavni protagonist in ne samo recimo v tem romanu Rdeča kapica, ampak njegov dramaturški lok bo šel recimo čez serial romanov. Se pravi, on je zdaj tukaj na začetku tega dramaturškega trikotnika, on ni prišel niti do ekspozicije, niti blizu še, ne, tako da komi smo mečkan korakov naredila, ne, tako da njegova zgodba se bo razvijala in bo prišla potem na koncu do nekega vrhunca, ne, in potem jaz mislim, da pol, ko pride dol, pol je treba to končati. Ampak vsak roman, če govorimo o serialih, ima svojega morilca, v drugem je že nekdo drug in ta morilc ima svojo žrtev, se pravi, ona dva sta ta tandem. Mija Aurel je pa kot glavni protagonist vsakič soočen z novim antijunakom, z novim antagonistom v drugem delu. Gremo na naslednje vprašanje, ki ga zastavlja Urška. Pohvala seveda super knjige in odlični avtorji. Zanima pa jo sledeče. Koliko oseb lahko roman vsebuje, da še ostanemo zbrani? Skozi čas se je to število namreč precej multipliciralo. Torej, koliko oseb lahko roman vsebuje, da ostane bralec zbran? Je tukaj kakšno pravilo, zakonitost? Ne vem, jaz imam ta osnovna ekipa kriminalistična ves čas enaka, tu pa tam prije kak nov šef, koliko se dejansko zgodi v življenju, ali pa kakšna praktikantka. Drugih oseb pa ne sme jih biti preveč, ne, ker ljudje si preprosto zgodbi morajo slediti, ne. Tako da jaz mislim, da jih preveč škodi, ja. Je kakšna zakonitost, ki jo imata vidva, Avgust, Irena, pri pisanju? Koliko oseb je? Zdaj pa dosti zaprima vrata? Vsekakor preveč ne. Vsekakor je pa lahko več kot v scenariju, ne. Tam so mi rekli, da jih polovico moram dati ven, ko sem roman predstavljal v tisto, ne, tudi krajev dogajanja, ne, so mi dali 14 pa konec, pa sem moral to vse rešiti. Bolj se mi zdi pomembno to, ne, včasih je pač v enem zapletu jih je lahko več, v drugem jih je lahko manj. Jaz bolj pazim na to, da jih ne bi prehitro nametal pred bralca, ne. Torej, da jih počasi uvedeš, da si tega prvega zapomni, ali ima kakšno hibo, ali ga opišeš, ali kaj takega počne, ne, da se ti usede in reče, aha, to je ta oseba in potem lahko reš na drugo, na tretjo, ne. To. Mislim, predvsem se mi zdi, da moraš paziti, ko upelješ neki slepi rokav, ne, se pravi osumljenca, za katerega veš, da ni storilc, ne, da se temu posvetiš vso resnostjo, ne, tako kot glavnemu kriminalcu, ker če se ne ljudje hitro skapirajo, da jih poskušaš speljati nekam. Ne. Tako da v bistvu jih ne sme biti preveč, zato da ima knjiga tistih 400 strani, če ne bi jih imela več. Ne. Fajn za terminologijo slepi rokav. Nisem jo še preveč pogosto uporabljal. Naslednje vprašanje, ki prihaja po spletu, pa je zastavila Lučka in pravi:
Ali obstaja popoln umor, kot ga je opisala Agatha Christie, in ali vas zanima, da bi napisali kriminalko, kjer storilec ni kaznovan oziroma odkrit? Torej, ali obstaja popolni zločin oziroma popolni umor in ali vas je kdaj mikalo, da bi naredili nedokončano zgodbo oziroma zgodbo, kjer ni? To je zelo zanimivo vprašanje, zaradi tega, ker bralec bi potem mogel vedeti, kdo je morilec in tudi vedeti, da je morilec ostal nekaznovan. Kriminalni romani so tako priljubljeni zato, ker pride do katarze na koncu, dobro premaga zlo in tudi bralec, ki je ves čas v napetosti, se pravi, ves čas telo proizvaja adrenalin in je v konstantnem aktivnem stanju, se na koncu pomiri in se poteši in potem neka izpraznjenost pride. Zdaj, če bi mi pustili odprto to, da bi morilec, jaz mislim, da bi to mogli zgodbo zelo dobro utemniti, da bi vsem prišli do neke katarze, da bi pa kar tako morilca spustili na prostost, pa mislim, da bralec ne bi bil lih. Jaz sem to že naredil. V Dolini rož je v bistvu tako, da kdor bo pač bral Dolino rož, da na koncu je storilc oziroma storilka bralcu znana, ni pa kaznovana. Zdaj pustil sem odprt konc, tako da lahko da je, lahko da ni. Bralca pa vedno zanima, Ja, a bo potem še nov del napisan, ker se navežejo na ta lik še ni končan, se pravi, nekje še živi, ni zdaj v zaporu, pač kar v zaporu delaš, ni zanimivo za bralca, Ta lik je na prostosti, se pravi, potem to je nek vrste odprt konc, ki je zanimiv sam po sebi. Avgust rekel, v realnem življenju, kot vidimo, mnogi hodijo na prostosti, ki bi morali biti kje drugje, tako da če hočeš nekako realnemu življenju slediti vsaj približno, potem moraš tudi odprti konc včasih uporabiti. Ker je življenje žal tako. Avgust? Jaz se strinjam, sodobna kriminalka vsaj v tem kršenju teh pravil ima odprte konce, ima tudi defetistične konce, če je potrebno. Kar se pa tiče popolnega umora v kriminalki, ga jaz ne vidim, si tega ne želim imeti, v realnosti je pa najverjetneje malo morje, samo seveda ne vemo za njih. Jaz sem domneval, kot človek, ki je precejšno del življenja v hribih prebil, sem si predstavljal popoln umor tako, da gresta dva plezati in ga en preprosto pahne z stene. Sem domneval, da se temu človeku ne da dokazati, da je to naredil za nalašč, on je mrtev, ne more govoriti, pač morilec pove, da človek se spotaknil ali karkoli, da mu je zdrsnilo in je padel. No, potem se je pa nekaj takega zgodilo. V Kamniški Bistrici sta šla oče in sin zeleniške špice plezati na tako dosti lahko grebensko smer in končalo se tako, da je oče umrl, sinu so pa dokazali, da ga je s kamnom potolkal, čeprav se je izgovarjal, da je padel oče dol. To je bilo par let nazaj v Sloveniji. A je tukaj kakšna razlika med tem, kako pravzaprav dojemamo oziroma beremo, kako radi imamo kriminalni roman moški, ženske? Je tukaj kakšna razlika med spoloma? Jaz sem šla v Cankarjev dom poslušati, ki je bil Nezbo v Ljubljani par let nazaj. Mislim, da ni bilo niti enega moškega v dvorani. Same ženske so bile. Ja, vred z voditeljco, Vse na mojih literarnih večerih so tudi ženske. 70 plus, ampak zakaj zveste bralke? Vprašanje bi bilo smiselno, recimo, zakaj ženske toliko bolj berejo kriminalne romane? Ker nas sploh berejo več. Je tukaj dejansko v tej bralni kulturi odgovor. Moški, nijem ok. Definitivno, če je oziroma kakšno vprašanje vseh vas, ki doma berete, poslušate, prosim, dajte ga. Tukaj smo pa tudi veseli, izvolite, kar povejte. Super. Glede na to, torej, da ženske več berejo, zakaj je torej primanjkljaj ženskih protagonistk v kriminalnih romanih? Ja, recimo jaz kot ženska mi je bolj zanimivo se ukvarjati z moškim, ki je nasproti mene, tako da če bila moški, ne vem, mogoče bi mi bilo zanimivo, da žensko protagonistko, ne vem. Kako boste Tadej in Avgust se ubranila? Tega očitka sem bil že deležen, da je premalo žensk razen morilk v mojih romanih. Ne vem, jaz kot moški si na nek način ne upam pisati, ne upam se postaviti v vlogo ženske, ker o tem pravzaprav nič ne vem in prepuščam kolegicam, da bojo to popravljeno.
kar isto, ne, vsaj tako se izmažem. Ne. Res pa je, moram se pa tudi malo posipati s pepelom, ne, ko sem snoval svojega glavnega junaka, niti nisem razmišljal, jaz sem pač v tiste stereotipe, ki jih imamo v cepu tega svojega. Ne, tak da. Je pa res, da prihaja spet en novi, ne, torej ženski protagonist, naš kolega Renato Bratkovič zaključuje Kriminalko, kjer bo glavna junakinja ženska preiskovalka, pa ne samo to, bo tudi invalidka. Koliko ga je pa mogoče predtem oviralo ravno to, da ne pozna, oziroma kot pravite, koliko je moškemu piscu težko postaviti žensko kot glavno akterko, kot glavno protagonistko, že zaradi tega, ker se mi zdi, da vseeno pač se potem še z nečim novim moraš nekako podočiti in to je en kup enih stvari, ki jih moški absolutno nimamo pojma. Jaz tega preprosto ne bi upal. No. Mislim, ne vem, kako ženske razmišljajo in ne bi upal. No. Fair enough. Popolnoma isto. Ne? Bal bi se, da bi se blamiral, da bi se pojavili ti moji klišeji in predsodki, ki jih imam do drugega spola. Jaz sem edini avtor, ki uporablja moškega, čeprav nisem moški. Jaz mislim, da vsak avtor daje del sebe not v like, daje del ljudi, ki jih pozna not, vse te zgodbe, ki jih je slišal in to je nek skupek lastnosti, ki potem pa mislim, da smo avtorji v teh letih, kot smo mi že recimo, ki imamo kar neki kilometrine za sabo, da po moje že znamo lik zgraditi, da vemo približno, kako kaj funkcionira v kakem okolju in da ta psihološki ustroj likov, mislim, da ni zdaj spet tak bav postaviti ženski ali pa moški. No, zdaj, če bi jaz imela 20 let, pa bi bila brez izkušenj teh življenjskih, se tudi najbrž ne bi upala. Okay, super, hvala za prvo vprašanje strani publike. Če bo še kakšno, kar prosim z dvigom roke ga naznanite. Aha, izvolite. Mene pa zanima, kateri roman je gospod Avgust prebral, ki je bil rekel, da je čisto nemogoč. Ne vem, če lahko to razkrijemo. Torej, sprašujemo, kateri roman je bil tisti, ki je gospoda Avgusta namamil na to, da je tudi sam začel pisati. Čisto po pravici povedano, ne vem. Tako knjigo kot avtorja sem kmalu zbrisal iz spomina. Super. Hvala vseeno za vprašanje. Tukaj imamo še vprašanje tudi na spletu. Še naprej hvala in bravo dekleta in tudi fant. Imamo prvo moško vprašanje. Katera znana, fiktivna, realna, zgodovinska, aktualna, ni važno, osebnost bi se vam zdela zanimiva žrtev za roman? Hvala, Lučka, za zelo lucidno vprašanje. Koga bi torej lahko ubili? Jaz sem nedolgo nazaj pogledala serijo Black Mirror na Netflixu. To je serija, ki se dogaja v prihodnosti, v ospredju digitalizacija. In prvi del te serije je bil meni tako grozljiv, ker so dali kot glavnega protagonista angleškega premierja. Nekdo je ugrabil hčerko, neko tole iz kraljeve družine, neko princeso, ki jo je imelo ljudstvo izjemno rado, je bila ugrabljena in če naj princesa preživi, mora njihov premier seksati svinjo. In to morajo kamere prenašati in to bo cel svet gledal. In to je bilo potem v ljudstvu toliko enega navdušenja, kot neke vrste maščevanje, recimo politikov, ki je na taki poziciji, ki seveda eni ga podpirajo, eni ne, dokler pač seveda ni prišlo do te točke preloma, ko so si obmoknili. Ampak mislim, da neke politične figure bi mogoče bile, po mojem mnenju, sploh zdaj v tej aktualni situaciji. Kar nekaj teh političnih figur bi jaz z veseljem umoril, ne? Ampak zdaj pustimo imena, ne bi jim delal reklame tu. Imate pa posebno seveda lastnost oziroma kvaliteto, da lahko to naredite, ker zdaj v bistvu, ko je Tadej rekel, sem se prav pomislil, kako dobro zveni. No, izvoli, Avgust. Ja, isto, ne bi upal tu reklame delati, ampak v cerkvi sem ubil slovenskega naslovnega nadškofa, pa je za nekaj časa dovolj. Tako da sem vrnil k normalnim ljudem. Ok, upam, Lučka, da si dobila dovolj odgovorov oziroma dovolj idej. Ivana pa sprašuje, ali dober kriminalni roman res potrebuje detektiva? Oziroma,
Inšpektorja. Kako bi se serije knjig oziroma nadaljevanja knjig odvijala brez osrednjega lika detektiva? Torej, kako bi lahko to serijo vlekli brez enega glavnega protagonista in ali je sploh možno, da to ni detektiv, ki se ponavlja iz knjige v knjigo? Mislim, jaz, ko sem se lotil teh svojih kriminalk in Tarasa Birse in njegove ekipe, sem tudi razmišljal o tem, da ta moj glavni preiskovalec ne bi bil profesionalec, ne bi bil moček, raziskovalni, preiskovalni novinar ali kaj podobnega, ampak potem sem to opustil in sem se raje pač držal klasike. No, tako. Pa tudi tega, da najbrž vseeno bralci imajo radi osebo, s katero se identificirajo iz romana v roman. Ja, seveda. Irena, podobno vprašanje seveda zate? Ker pravzaprav pri tebi je pa ta razlika, da nisi šla toliko na detektiva, na inšpektorja, ampak dejansko na tožilca, ker delo tožilcev dobro poznaš zaradi mame. Kako mogoče si sama tukaj videla, da pravzaprav želiš imeti serijo romanov, kjer bo isti protagonist, ker o njem ogromno veš? Ker ta lik gradiš in ga zgradiš in nekako postane, tudi bralci se navežejo, se identificirajo in bi jim bilo zelo težko, recimo, če ga v drugi knjigi ne bilo na novo spoznavati nekega protagonista, ker protagonist v romanu more biti. Mislim, brez tega po moje ne gre. Tako da jaz mislim, da to so neke preverjene formule, ki sicer ne pišeš po formuli, ampak nekako podzavestno se ti zdi, da je to prav. Jaz sem sicer malo odstopila iz tega klasičnega formata, tako da sem dala tožilca v ospredje, ampak na vse zadnje gre za isto osebo, ki raziskuje iz svojo ekipo pomočnikov. Tožilci so vpeti v predkazenski postopek, ga vodijo, usmerjajo kriminaliste, tako da približno večkrat so razlike, tožilc ni toliko na terenu, kolikor je kriminalist oziroma inšpektor, to je recimo ena mala razlika, ampak v osnovi gre za protagonista, ki je vpet v neko zgodbo, se pravi, mi ne odkrivamo tople vode, tako bom rekla. Avgust, kako je bilo pisati brez Vrenka v tistem? Ja, ravno razmišljam, tale vprašanja so mi zdaj dala misliti, da jaz upam, da ti na drugi strani, ki to sprašujejo, mogoče imajo tudi kakšne afinitete, da bi kaj napisali, zato ker so to za rahljanje enih žanrskih pravil zelo zanimive stvari. Torej, umakniti glavnega junaka, tega detektiva, ki je pametni pa ga morda niti ne zamenjati za skupino kriminalistov, ker tega imamo tudi dosti, ampak da bi nekako življenje samo ali kakorkoli bilo tisti glavni junak, ki bi to pripeljalo. Tako da vsa ta vprašanja se mi zdi, da se zaradi tega, upam, da se bo kdo tudi, če posluša do tega, loto kakšnega pisanja vseh kratkih krimi zgodb in tako naprej, pa se ni zabati za žanr, tudi za razvoj. Recimo, da imaš ti serial romanov, kjer imaš istega protagonista in da ga zamenjaš, kaj se v nekem 5. delu, 6., 4., ko se ljudje že blazno navadijo na njega in daš nekoga drugega. Jaz mislim, da bi se ljudje razburali, da to po moje ne bi šlo ravno skozi. Razen, če potem imaš ta solo roman, kjer ni te iste kriminalistične ekipe, kakor je, ampak je pač roman s kriminalno vsebino, ampak je čist izven recimo tega serijala. Ampak to so vse neke stvari, ki mogoče jih je fajn preizkusiti, pa se potem vidi pri bralcih, kako reagirajo na to. Ja, konec koncev, Avgust, si imel to zadrego oziroma ta pomislek, ampak si se kmalu vrnil nazaj k Vrenku. Ja, to izkušnja sem imel točno to, kar je Irena ravnokar omenjala. Po 6 Vrenkih sem se ga malo najedel in potem sem si izmislil Miloša, ki je malo drugačen, ko ga pritisne, če je treba in tako naprej, ni tako pravovern. Ampak to je bil mišljen kot enojni roman. Na koncu romana sem jaz napisal eno krasno poglavje, kjer on umre. In potem je to brat, ostali bi so rekli, ok, roman je v redu, tudi lik je dovolj simpatičen in vse, ampak zadnjo poglavje to pa treba spremeniti, ni šans, da bi on umrl. In potem se pač bil v tej dilemi, da tisto poglavje je bilo eno redkih res dobro napisanih, se rekel, tega jaz ne morem stran vršiti in potem je pač on umrl, pa polo živel. Ampak ni živel zato, ker ne gre za nekako metafiziko, pa za okultizem in podobno, ampak je pač bil v komi, dobro, tu bi tada več vedel, nažalost. In je nekako sam videl to svojo smrt, potem se je pa spet vrnil. Ampak potem je pa nastal problem, ki ga je treba zdaj reševati, ker zdaj sta bila pa oba tukaj, so rekli, Vrenka je škoda, bi še bilo fino kaj o njem prebrati, ta Miloš pa tudi ni slab. In kaj zdaj za tema dvema in potem je naslednja kriminalka morala biti kao politična kriminalka, ker tam pač gre toliko za res, pa so združili 2 ekipe, zdaj se pač drenjajo vsi skupaj v teh mojih romanih. Se vemo, kaj se je zgodilo, ko je
Arthur Conan Doyle ubil Sherlocka Holmesa, ne, v tistem naslapu z Moriartyjem, da so bili bralci tokrat razočarani, da so ga prisilili, da ga je oživel. Ne. Ja, Agatha Christie je hotela poiroja tudi reka, ta zoprn možic dol ga imam, ne, ga bom ubila, ne, in založnik se je izjemno, so se razburili, da slučajno ne, ker bi bralce kap zadela, res. Ja, toliko o tem, kako pravzaprav lahko pokončate lastne protagoniste. Sami ste jih spravili v knjige in k življenju. Tukaj imamo vprašanje. Niko, bravo in hvala, da bodo tudi moške vrste zastopane. Tako je. Ima vprašanje za Ireno. Ali ste se podali v pisanje zgodbe z mislijo, da bi dobila podobo tudi v seriji? Ne, iskreno povedano ne. Ne, nisem. Ampak tudi nisem si predstavljala, da bo knjiga toliko brana, me zelo presenetila, ker nisem niti ne razmišljala o tem. Bolj sem se ukvarjala z vsebino in s pisanjem, ki mi je dal neizmeren užitek. Tako da v bistvu to je bilo nekaj zase. Tako da delala sem nekaj zase in sem enormno uživala v tem. Sploh nisem pomislila, kaj bo, ko bo knjiga išla ali pa bo imela bralce ali ne. Ampak jaz mislim, da če res rad delaš to, kar pač delaš, da potem je to neka boljša pot proti uspehu. Zdaj se pa že nekaj dogovarjamo, ja. So že neke klici padli, tako da mogoče v kratkem sledi tudi serija. Zdaj, če slučajno niste, fanti v režiji, izkoristili te priložnosti, oddajte zdaj. Jaz bom, Ireno, še eno vprašanje zastavil, mi pa lahko tisti trailer, ki ste ga pripravili, zavrtimo vsem gledalcem, ki seveda spremljajo tale naš spletni prenos. Namreč naredili smo en tak mečken trailer, kako bi lahko izgledala Rdeča kapica, seveda, če bi bila posneta. Hotel sem pa še tukaj eno stvar vprašati, Irena, kar se tiče seveda samega lika Mija Aurelija. Rdeča kapica je seveda že zunaj, ampak s tem se zgodbe o Miju niso zaključile. Kot si dejala, si pravzaprav že zaključila drugi roman. Kako pravzaprav lahko sama nekako poveš, kam misliš, da bo vse Mija še odpeljalo, oziroma kako boš poskušala razvijati njegov lik in njegove zaplete? Ja, mislim, da ko začneš s protagonistom in veš, da boš pisal serial romanov, se moraš enako ukvarjati z njegovo zgodbo, kot z vsakim romanom posebej. Se pravi, njega ne moreš skozi spuščati v istem, on mora tudi svojo zgodbo, on se mora razvijati kot lik, njemu se mora nekaj groznega zgoditi, on mora zamočiti na celi črti, on mora biti kaznovan, zato on mora padati na dno, s katerega se lahko pol počasi dvigne. Se pravi, z njegovo zgodbo se je treba enako ukvarjati, kot tudi z ostalimi je. Koliko so vam pomembne pravzaprav lokacije, glede na to, da vse in tukaj mogoče lahko Avgusta najprej izpostavim kot nekoga, ki je v Maribor prinesel kup zločinov in umorov. Na kakšen način je mogoče res to lokacijsko potrebno upeljati, to lokacijsko sredstvo potrebno upeljati v knjigo? Zakaj je to pomembno, kje se to dogaja, ta okolica? Ja, mene najbolj presenetilo, ko smo tem prvi bralci začeli v tem videvati tudi nekakšne romane o Mariboru. Ne. Jaz baš na začetku vedel, da nekje, torej, da moram imeti glavnega junaka, tega sem potem nekako rodil. Potem pa sem vedel, da moram to vse skupaj nekje dogajati in glede na izkušnje, na prebrano in pregledanost vedel, da to mora biti nek realni ali pa nek izmišljen kraj. Ne. In zdaj, da bi si v Sloveniji nekaj izmišljeval, nekakšno Bistrico, čudno ali ne vem kakšen kraj, živim v Mariboru, delam v Mariboru, čutim Maribor, edino mesto, ki ga res čutim, ker sem celo življenje v njem in sem pač postavil vse to v Maribor. Ker je pa v kriminalki dosti krat gre za določena dejstva in za stvari, ki morajo štimati, po domače povedano. Sem začel opisovati tudi to okolico Maribora in mene je tako kot ostale presenetilo to, da so ljudje, sploh tisti, ki so poznali to lokalno okolje, videvali v tem še neko dodatno kakovost. Mislim, jaz sem nekako pri jezeru sem imel malo sreče z Bohinjem. To sem videl še kasneje, ko je bila serija posneta, ne? Da je zelo estetski kraj v bistvu. Prej mislim, kot alpinist sem pač veliko hodil po teh hribih, ampak v Bohinju pa nisem bil kaj doskrat, ker ni neko izhodišče za kakšne večje stene. No. Ampak potem, ko je bila pa posneta serija Jezero, sem pa recimo takrat sem pisal Virus, sem pa prav pazil, da so kraji, kjer so se zgodili zločini, da so v bistvu zelo lepi. Ne. Tudi zaradi tega, ker je pol dosežeš nek kontrast med lepoto pokrajine, kraja samega pa med grozljivim zločinom, ne, ki ga postaviš v tisti kraj. Tako da čim lepši je slovenski kraj, tem večja je šansa, da se znajde moje kriminalke. Ok, to je dobro povabilo vsem turističnim zvezam.
Jaz mislim, da imamo še kakšno vprašanje. Zdaj sem pogledal, zelo zabavno je govoriti z vami in tudi seveda z vprašanji tako vas v Cankarjevem domu kot vas doma, ki nas spremljate in vidim, da smo v bistvu že zelo blizu tisti uri, ki smo rekli, da bomo zaključili. Tako da, če ima kdo še kakšno vprašanje, mislim, da bo zdaj kar ena zadnjih priložnosti. Izvolite. Mene zanima, govorili ste veliko o tem, kako je treba paziti, da zadovoljiš bralca, s tem, da lik, če je simpatičen občinstvu, ga je treba vzdrževati, ga je treba nadgrajevati, graditi in tako. In pol se veliko ukvarjaš z njim. Ali je pol, kak je občutek, če je treba to pol enkrat končati? Toliko, da še vsi tisti doma slišite, torej kdaj je avtorjev pravzaprav občutek za pisanje nekako zadovoljen, kdaj pa ima avtor še toliko stvari, ki bi jih rad počel s tem glavnim protagonistom, da je kar nekako težko. Mislim, to je ena dobrih strani pisanja kriminala, ker jaz, ko sedem vsakič, ko se lotevam nove, imam tako občutek, da bi se na nek način vrnil med prijatelje, ne, s tem Tarasom Birsom, Brajcem, Ostrcem, Tino Lanc, kot da bi jih poznal, kot da so to moji kolegi na nek način in bom zdaj nekaj časa z njimi preživel. To je tisti dobra stran pisanja kriminalk, se mi zdi. No. Ti prideš v neko razmerje s temi liki, sploh s protagonistom in na začetku, jaz verjamem, da mogoče po 10. knjigi ali pa 15, kaj pa vem koliko, da se res naveličaš, da mogoče bi spremenil, da imaš dovolj. Tako kot v razmerju partnerskem, po mojem. Na začetku je še vse tako super in in sploh in bi se ure in ure pogovarjali, a ne o tem. Potem pa s časoma mogoče to mečkam zbledi, ampak jaz mislim, da smo vsi še, dober Avgust, mogoče ti imaš 10. knjigo zdaj, ne vem, mogoče bilo tebe fajn vprašati, kakšen odnos je, ampak jaz sem čisto na začetku, tako da mi dva s partnerjem Aurelijem sva še kakor na sveže zaljubljena je. Mislim pa, veš, ponovadi vprašanje, koliko avtorja se skriva v glavnem protagonistu. Ne. Ampak jaz sem gotovo, da je tudi obratno, da tudi neki Tarasa Birsa sem jaz podedoval na nek način. Ne. Zdaj, ko sem bil lani septembra sem imel nesrečo in potem sem bil v bolnici nekaj časa in sem zelo pritiskal na tiste zdravnike, da bi me poslali domov in me je en dan po 2 mesecih prišla moja mojica iskat, ker sem ji rekel, da grem domov, ne, in prinesla me trenerko in jaz sem se oblekel tisto trenerko in ko je to videla sestra medicinska, je so zgroženo vprašala, kaj pa počnete, gospa, ne. In je rekla, danes gre domov, ne, je rekla, nič ne vem, pejte videti zdravnika vprašati, ne. In je šla pač za zdravnika in tam je tisti zdravnik, kako pa to, gospa, kaj, ne gre domov, ne. In je rekla, samo to mu boste morali vi povedati, ne, jaz mu ne upam, ne. In potem je prišla do posle z 2 zdravnikoma tam in sem videl, da nekaj narobe, ne. In ti zdravnik se je vzel čas, mi v 10 minutah razložil, zakaj jaz ne morem iti domov, da ni šans, da bi šel. In jaz sem ga poslušal in takrat sem dobil tak Taras Birsa moment, ne. Sem ga gledal in sem rekel, to ne pride v poštev, ne. Ker takrat sem zelo prijazen fant, pa zelo ponižen, pa avtoriteta zdravniška pa vse, ampak tisti moment pa se je Taras Birsa spregovoril z mene. Ne. Zanimivo, kako se neka nova realnost vzpostavlja, ne? Kako gre z druge strani tudi nazaj. Ne samo Taras ostane na tej strani zakona, da ne bo slučajen prestopil. Imamo tukaj še eno vprašanje in sicer, a je še kakšno... A si bral naslednjo knjigo moja? Ali? Ja, s to zdaj razmišljam. Aha. Avgust, s čim se ukvarjaš? Jaz sem po poklicu še vedno isto, kar sem bil ves čas, samo vmes še zdaj malo knjige pišem. Drugače sem pa učitelj. Ja. Ja, torej, sprašujemo, kaj je Avgust po poklicu in to je bilo torej zanimivo vprašanje. Ja, profesor oziroma predavam na pedagoškem faksu v Mariboru. Super. Tule imamo še eno vprašanje. Ali bi sprejeli izziv, kot je omenila Irena, kako izbirajo nove, ali bi sprejeli izziv, ko je omenila gospa Irena, kako izbirajo nove scenariste, da bi napisali kriminalko z vnaprej določenimi osebami. Torej, ali bi sprejeli izziv, da bi napisali kriminalko z vnaprej določenimi osebami? A bi bil to sploh izziv ali dejansko? Tako, kot so teli filmi, franšize, ne, grozljivke je bil Freddy Krueger, ne, potem je bil Jason iz Petek 13 in tako, in pa se na koncu recimo spopade v enem filmu teli
tele pošasti bad guy, ne, mogoče bi se lahko klele kriminalist, tožilci in Vrenko, ne, mogoče so to neke vrste liki, pa bi videli pol, kam bi to odprli, to je bilo po mojem nekaj zelo zanimivega. V bistvu ja, zanimivo. Ja, mislim, težko je govoriti, kaj bi, če bi, ne? Ampak jaz, ko sem začel pisati scenarije, sem videl, da to je ena forma, ki mi blazno paše. Ne? Če je bil danes star 20 let, bi šel scenaristiko študirati, če je bilo možno. Ne? Ja, vsekakor si. In torej, če bi kje živel v tujini, recimo, kaj zvem, Umori na podeželju, ne? Carolyn Graham si je zmislila tega svojega junaka, napisala par romanov, potem pa 20 sezon štepajo tole. To scenaristi pišejo, to so različni ljudje, se en pa mora pri drugi. Tam se vidim kot enega od tega, pa ne rabo učiti, pa bi lahko živel od scenaristike, recimo. Ja, tako da vsekakor, ja. Bi se dala torej tudi z vnaprej določenimi osebami, je pa fajn, da bi vam bile toliko blizu, kot so te. Super. Še kakšno vprašanje? Mislim, da se lahko... Aha, izvoli. Jaz bi pa prosila, če drugemu zastavljamo vprašanje. Aha, super. Je kaj takega, kaj bi vprašali, če bi bili na mojem mestu, je v bistvu to vprašanje, oziroma kaj bi vprašali drugega, je kakšna taka stvar, kar vas matraja? Jaz bi imel vprašanje za Avgusta, zakaj si psevdonim izbral, ko si se lotil pisanja kriminalk? Zato, ker ko sem začel pisati, je imel to kot eno veliko zabavo, en velik hec in ob tem, da sem vedel, da se želim držati žanrskih pravil, eno od pravil bilo tudi, da so pač vsaj včasih avtorji pisali pod psevdonimi. Sem rekel, zdaj, če se že gremo to zabavno početje, se dajmo tudi v tej smeri. Vprašal sem založnika, založnik seveda ni imel nič proti, ne, in potem sem si pač za zabavo zmislil psevdonim, to je bila tudi igra, ne, Ožiz Dipen je bil prvi literarni detektiv, sem rekel, pa naj bo Avgust, Demšar je pa dekliški priimek moje babice in od takrat naprej je ostal Demšar. Zdaj pa, če bi si čez par let premislil, pa tako ne moreš več nazaj. Ne. Ja. Super, Avgust, kaj bi tebe zanimalo? Milijon vprašanj za vsakega pisca kriminalk, mogoče najprej Tadejo. Koliko imaš ti približno tako odnosa med zasebnim življenjem Tarasa in pa med kriminalno zgodbo? Koliko se ti zdi, da je to fino, da je v zgodbi enega ali drugega? Se sam veš, to je zmer tehtaš, ne. Tudi koliko je tega družbenega dogajanja ob kriminalnem primeru, zmer se bojiš, da bo tega nečesa preveč, pa drugega premalo, ampak zdaj tako je. Vsemu, kar pišem, se moram posvetiti, ne. Tudi omenjenim slepim rokavom in to, če recimo, če fokus premakneš nekam, ne, oziroma nekaj drugega zanemariš, potem to ni v redu, ne. Tako da velik poudarek je tudi na njegovem posebnem družinskem, sicer socialnem življenju. Vsekakor, lahko že Ireno nekaj vprašam? Ja. Zakaj se ti zdi tako pomembno, da se bo moralo tvojemu enako zgoditi nekaj hudega, kar si omenila, da nas čaka? Pa ne, da se mi zdi pomembno, ampak mislim, da je bolj fajn brati o likih, se pravi o ljudeh, ki imajo nek problem ali pa ki padejo na dno, ker ljudje se identificirajo s tem. Ne? Če junak ima neko življenje, ki poteka zelo nemoteno, brez nekih vzponov in padcev, ali pa če ima neke idealne lastnosti, idealno življenje, on je genialni detektiv, genialni tožilec, to ni tako zanimivo, to ni tako življenjsko in potem pri bralcu ne pride do te identifikacije. In tudi mislim, da zakaj so te zgodbe zanimive? Zato, ker zakaj radi beremo o škandalih, o umorih, o raznih padcih ljudi na dno, in potem z veseljem gledamo, kako se poberejo nazaj. Zato, ker to v človeški psihi nekaj tazga imamo radi to, ne? In potem tudi čutimo neko katarzo in neko zadovoljstvo na koncu. Jaz mislim, da je fajn, da se mu nekaj groznega zgodi ali pa da zamoči na celi črti, ne? Ker je človek, tako kot vsak daj v življenju zamoči, ker če ne pride do tega, pa mislim, da je brez veze. Ne? Super. Irina, imaš ti kakšno vprašanje za gosta? Ja, evo kar oba dva. Ako pišeta, ko delata zgodbo, a se ukvarjata s samim umorom, recimo, da mogoče gledate samo brutalnost umora ali vam je umor samo kot nek, mislim, koliko se ukvarjate z detalji tega umora ali pa iz žrtve, a vam je, recimo, daje nek pomen to, recimo, to je bilo v avantgardi Šokiraj meščana, ne? Recimo, če imaš ti truplo,
Vem, da ti si mu na začetku jezera glavo odsekal, ne, to je že tako en tak kik, ne, mislim, to imaš, takoj imaš bralca, no, to je grozljivo, ne. Kakor če recimo samo neko truplo, kjer šele z obdukcijo ugotoviš, da je mogoče zastrupljen, pa je zaradi tega umrl, ne. Koliko recimo uporabljate ali pa izkoriščate take elemente brutalnosti pri umorih? Mi vsi vemo, ko se ukvarjamo s kriminalkami, da je dovolj velik zločin samo umor, ne? Da ni dovolj tam neka kraja, neko žeparjenje. Še celo to je zdaj, da pač po vzoru na skandinavske in druge kriminalke, recimo Kojaginčki v Bovknu in to, da mora biti zelo krut ta umor, zelo krvav, ne? In jaz recimo v jezeru sem pač čisto glavo odrezal, ampak ne z tega razloga, bolj zaradi tega, da je bila identifikacija trupla onemogočena, ne. Ker sem vedel, da bom moral čez vso kriminalko vleči pač to vprašanje, kdo je ta žrtev, tudi zaradi tega, ker mi je nekako jasno, da pri sodobni stopnji kriminalistike, da se zločinca pravzaprav hitro najde, čim se truplo poišče, ne. Tako da zato tista odrezana glava, ne. Ena zanimiva stvar, HBO Adria, ko je še obstajal, zdaj ga recimo več ni, je zbiral kriminalne serije, imel anonimni ali pač neanonimni natečaj in je 75% teh kriminalk, ki so jih s piloti pač prijavili na razpis, se je začelo s truplom, ki ima odsekano glavo, a ne. Tako da to je en tak zelo zanimiv moment, recimo kako ljudje gledajo na to, kaj lahko bralca pritegne in ga mogoče ima že, ne. V tistem času, ko je jezero nastajalo, ne, to mi je Dorian Keržan povedal, direktor Nacionalnega forenzičnega laboratorija, sta bili v Sloveniji dve obglavitvi, no. Tako, dve žrtve imajo zločincu odrezal glavo. Vem, tale, ki je po Izoli vlekel glavo čez celo Izolo, v Ajdovščini, ki jo je dal nek zmrzovalnik, mislim, da je bila mama njegova. Mislim, mama mi tudi Slovenci. Skuhal je glavo, je kuhal. Tako, ja. Ok, mislim, da smo prišli do enega trenutka, ko smo se že čist... Kulinarike. Ja, krvave kulinarike. Hvala za vprašanja. V bistvu, hvala vsem za vprašanje, tako vam seveda tule v Štihovi dvorani Cankarjevega doma, kot tudi vam, ki nas spremljate preko našega spletnega prenosa na YouTube kanalu Beletrine. Jaz mislim, da bi se lahko takole pogovarjali še ure, res je izjemno zanimivo, podobno kot brati vaša dela, se seveda tudi pogovarjati z vami in najprej zahvala za to, da ste bili naši gostje prve Beletrinine debate. Najlepša hvala seveda Beletrini in Cankarjevemu domu in pa predvsem hvala vam za to, da ste si vzeli čas in prišli v goste ter seveda z odgovori nekako obogatili naša vprašanja. Hvala in pa prijeten večer vsem še naprej.